Slovenci smo že mnogokrat dokazali, da smo vedno pripravljeni pomagati drugim v nesreči. Delova akcija ob katastrofalnih poplavah je izjemno pomembna in zato prosim vse, da prispevajo v okviru svojih zmožnosti. Dober dan in lepo pozdravljeni v Delovem podcastu Obnavljamo Slovenijo. Moje ime je Suzana Kos. V studiu pa smo danes povabili gospo Vesno Nahtigal, generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije. Hvala, ker ste se odzvali vabilu. Kako ste? Hvala najprej za povabilo in danes sem še zelo v redu, ker sem še pod vtisom naših inovacij, podelitev inovacij, to je že 21. zaredom jih Gospodarska zbornica podeljuje in ko vidiš vse te nove inovacije, ki nam bojo izboljšale prihodnost, sem optimistična. No, bomo videli, če boste na koncu tega pogovora tudi optimistični, gremo zdaj mogoče malo manj optimističnim temam. Ko se pogovarjava, danes je potekel rok za prijavo škode v ujmi prizadetih podjetij, ki niso potrebovali predplačila. Vloge za podjetja, ki so zaprosile za predplačilo za pokritje stroškov vnovičnega zagona proizvodnje ali pač delne odprave škode v ujmi, je bilo, mislim, da 800 teh podjetij, ki so prijavili za približno 330 milijonov evrov škode. Drži. Kaj mislite, kakšna bo škoda v gospodarstvu? Imate kakšne ocene že v Gospodarski zbornici? Ne, da bi celokupno lahko povedala, žal še končne številke ne vem. Zakaj? Ker prvi del škode se je prijavljal predvsem na izgubi, da rečem, zalog škode materialov in pa izpada iz proizvodne. Drugi del se pa je prijavljal tudi preko občin, to pa je predvsem škode na objektih. Zato, na primer, je ta cifra 330 milijonov evrov za 10%, tega bodo škode dobili, je, bom rekla, predvsem na teh treh postavkah škoda. Koliko bo pa še zraven narasla za škodo na objektih, bo pa nekako celokupna škoda, ki bo naknadno znana in ta moment, če nimamo tega podatka, ki so jo prijavljale občine, ampak občine imajo pa skupek te škode, torej na njihovi infrastrukturi in na infrastrukturi podjetij. Govori se zdaj, da naj bi celoten strošek sanacije in razvoja po ujmi znašal okoli 7 milijard evrov. To se mi zdi ogromna številka. Kaj pa vam? Absolutno se nam zdi ogromna številka, zato smo nekako na stališču, da bi res radi počakali, da se vsa škoda zbere in da se nam to škodo predstavi, da vidimo, koliko je realna cifra. Zdaj seveda ugibanja so lahko za 7 milijard, ampak po naši oceni, po naši taki, bom rekla, laični oceni, ker smo stalno v podjetjih, pač ne ocenjujemo, da bo v gospodarstvu tako gromozanska, kot je na prvo žogo kazalo. Tudi ta podjetja, ki niso prijavljala sedanjega avanciranja, ki je možen, mislim, da ne bojo, bom rekla, prikazala tako visoke škode. Ste rekli, da vas zanima najprej ocena škode. Zakaj? To ste že nakazali, preden nas boste obremenjevali z morebitnimi dodatnimi davčnimi obremenitvami? To bi bilo edino pošteno. Jaz mislim, da je prav, da se ve, s čim moramo, bom rekla, se soočiti. In da potem vemo, na kakšen način bomo bremena podeljevali. To pa sem rekla zaradi tega, ker nekako mislim, da je prav, da najprej vsi vemo, na katerem delu so škode nastale. Naprimer, včeraj smo poslušali ministrico za kmetijstvo, ki je govorila, kakšna škoda je na kmetijskih zemljiščih, na gozdu. Potem je kompletna infrastruktura, ker verjamem, da je tudi zdaj že nekako popisana, in potem vemo, kakšna je cifra in na podlagi te cifre se tudi
in zbran denar, ki je že tudi vemo, kar v veliki količini zbran, ne, potem razdelijo dodatna bremena. Ampak nimate nobenih informacij iz vlade, ne vem, iz Ministrstva za finance, z Ministrstvom za gospodarstvo, kaj, o čem razmišljajo, v katero smer, ker za banke je recimo znano že, ne? Ne. Banke ne bi dobile davek na bilančno vsoto bank. Ne, bilo je v medijih samo nakazana informacija, da naj bi pač se zdaj nadaljevalo ta obdavčevanje in prav v luči tega smo se tudi vse organizacije, gospodarske organizacije, povezane v gospodarski krog, odzvale z enim uradnim pismom predsedniku vlade in pa resornim ministrom, da absolutno podpiramo vse hitre ukrepe, ki jih je vlada sprejela, da pa želimo, da se nadaljnji ukrepi in tudi delitev bremen nekako dogovori za mizo z vsemi tistimi, ki Ste dobili kakšen odgovor na to pismo? Smo dobili in imamo sestanek s predsednikom vlade v začetku oktobra. Še en podatek bom navedla na tem mestu, ko se pogovarjamo o višini škode. Po neuradnih podatkih naj bi Nova Ljubljanska banka imela zahtevkov za moratorije nekje v višini 300.000 evrov. Mislim, da smo se tudi v tem studiu pogovarjali že z predstavnikom Ljubljanske banke, Nove Ljubljanske banke, da naj bi bila celotna izpostavljenost kreditna na poplavljenem območju Nove Ljubljanske banke 42 milijonov evrov, od tega 7 milijonov za fizične osebe. Verjetno je kakšna druga banka bolj izpostavljena, ampak vendarle je nizka številka. Številka, take podatke imamo tudi mi. Jaz sem vesela, da praktično podjetja niso visoko zadolžena, ne? In da tukaj, naprimer, kljub temu, da je eden od dobrodošlih ukrepov v drugem zakonu, svežnja zakona, moratorij na kredite, da hvala Bogu ni teh potreb po moratorijih ne vem kakšen. Ne? Seveda pa zdaj podjetja, moram reči, tudi pričakujejo, ker zdaj je nam ključno, da se podjetja čim prej vzpostavijo nazaj, prav zaradi tega, da se delavci vrnejo na delovna mesta, da se nadaljuje z verigo vrednosti, da se tukaj ne bi dodatna škoda povzročala in je zelo ključno, da v bistvu podjetja tudi vidijo, ali bojo stroji delovali, ali bojo morali financirati nabavo v nove stroje in da bo tudi tukaj potrebno, da bodo banke sposobne, ali pa tudi država skozi sklad morda sposobna pomagati tem podjetjem, ki so trpela škodo, tudi s kakšnimi boljšimi krediti, naprimer. Imate mogoče že podatke o tem, da se kakšne pogodbe odpovedujejo, da bojo kakšni dobavitelji ostali brez posla? Ne, zaenkrat ne. Zdaj za vsi smo slišali, zakaj je les, ampak tudi tukaj mislim, da so uspešno zaradi dobrega sodelovanja in dobrih odnosov z vsemi svojimi kupci, ne, so, mislim, da to uspeli ohraniti in da je res velika pripravljenost pomoči teh njihovih kupcev, da je tukaj, bom rekla, in tudi res profesionalen odnos njihovih strank, ampak ja, lejte, če se bo ta zadeva nadaljevala, če bi se predolgo vlekla, pa gotovo tudi njihovi kupci ne bi mogli zadrževati, njih ne bi mogli zadrževati. Naj tukaj izpostavim, da so se podjetja, vsaj tako kot imamo mi to zaledno krizno skupino, nekako odzvala, da so določena podjetja nek del proizvodne selile, naprimer TAP je nekaj svoje proizvodne preselil v Makedonijo začasno, v drug obrat, ki ga ima blizu, prav tako so se znajdla tudi druga podjetja. Ne. Moram reči, da zaradi izjemne solidarnosti tudi nepoplavljenih podjetij in kolegov, ki so iz drugih neprizadetih podjetij prišli na pomoč tem prizadetim podjetjem pri sami sanaciji strojev, vzpostavitvi strojev nazaj, da je tukaj bilo res veselje gledati, koliko solidarnosti med tudi slovenskimi podjetji se je pokazalo. Ne? Tukaj mislim, da je to nek pravi pokazatelj, kako znamo stopiti skupaj tudi v gospodarstvu. Če vas vprašam za tako splošno oceno, torej ocena odziva vlade na sanacijo ujme se vam zdi do zdaj pozitivna, da je gospodarstvo pozitivno oceno ali imate kakšne zadržke? Odziv s prvimi 2 zakoni vsekakor ocenjujem zelo pozitivno. Vendar pa moram tukaj na tem mestu poudariti, da je izredno pomembno, in to nas opozarjajo vsa podjetja, da je sedaj, poleg tega, da podjetja vzpostavljajo svoje delovne procese, nujno potrebno izvesti ukrepe
in sanacije vodotokov. Torej, kompletno sanacijo vodotokov, ker so se rečni dno se je tako dvignilo, da lahko ob prvem manjšem deževju ponovno poplavi. In vi veste, kakšen strah mora biti v podjetjih, da bi šli čez podobno kalvarijo. Tako da tukaj zdaj nekako pričakujemo, da se bo hitrejše izvajal ta, da rečem, poplavni sanacijski ukrep vodotokov. In tukaj zdaj, ko gledamo, da je 6 ali pa že 7 tednov od tega, se nam zdi, in to tudi podjetja opozarjajo, da poteka prepočasi. Jaz ne govorim Kaj pa je razlog, ker govorilo se je nekaj tudi o nekih urnih postavkah in tudi to je bil nek razlog. Neznanki, kakšna bo višina te urne postavke. Tudi to je nek razlog. Zdaj, kot sem slišala, za koncesionarje so se urne postavke uredile, je pa zdaj pač nekakšen diskurs med občinskimi urnimi postavkami, torej župan ima pač lahko nižjo urno postavko in lahko najame tudi kakšno drugo mehanizacijo. Zdaj pa se veste, tukaj je važno, da je tudi stroka odigra glavno vlogo. Jaz mislim, da se moramo vsi nekaj naučiti iz teh poplav, da se je določene stvari delalo mimo stroke in da je tako katastrofalen učinek, poplav, gotovo zaradi tega, ker so marsikdaj prevladali kakšni privatni interesi, namesto da bi se strokovno speljalo vse tisto, kar bi se moralo. Govorite o gradnji na poplavnih območjih. Tako, ali pa tudi, da rečemo, same rečne struge se niso dovolj dobro utrjevale, niso dovolj tisti denar, ki je bil namenjen za sanacijo strug, se ni uporabil za sanacijo. Ali pa recimo to, kar se je v Ljubljani zgodilo, da se je poplavni nasip znižal za boljši dostop do vode, to me zelo začudilo in se človek sprašuje, kaj delajo nadzorniki. Omenili ste že ta solidarnostni sklad, v katerem se bo nateklo ogromno denarja. Zagotovo se bo tukaj vzpostavil en močen nov center moči. Absolutno. Nas je tega treba biti strah, glede na izkušnje, nisem bolj konkretna, Kako so rekli, da kot človeka kača pit se boji zvite vrvi, Absolutno, tudi zaradi tega smo nekako skozi gospodarski krog, torej vse združenja nekako predlagale, da predsedniku vlade, da se skupaj dogovorimo za vse te ukrepe in da tudi mi predlagamo, da je ta nadzor nad tem skladom in porabo tega sklada transparenten. Mi tudi vemo, da bo ta obnova trajala veliko časa, to ne bo iz danes na jutri. Vem tudi, da je ta strateški svet za obnovo, ki ga vodi gospod Pipenbacher in je zbral res eminentno stroko in kot sem jaz seznanjena, vem, da so zelo konkretno že predlagali korake, po katerih naj bi se ta sanacija v prvi, drugi in tretji fazi izvajala in da je zelo pomembno potem, da vse te korake, ko bodo izvajali, tudi transparentno prekažejo. Da se imeli strateški svet, upajmo tudi, da se ne bo končalo tako, kot se je z strateškim svetom za zdravstvo, ker naj bi tudi se oblikovali neko zdravstveno reformo, do katere ni prišlo. Še več, prišlo je do spora med zdravstvenim ministrom in šefom strateškega sveta. Skratka, pričakujemo transparentno porabo. Absolutno. Vas ne čudi potem recimo skrivnostnost glede te donatorske večerje, ki jo je organiziral predsednik vlade Robert Golob na Bledu z izbranimi gospodarstveniki, če se ne motim, je bilo 25 ljudi, večinoma iz državnih podjetij, vse tako sem izvedela, ELS, Zavarovalnice Triglav in tako naprej. O tem se ne sme nič povedati, tako je bilo dogovorjeno na večeri, čeprav gre za državna podjetja. Noben ne bo dal svojega denarja, ampak bo to pač naš denar iz naših podjetij. Mene je to spomnilo na prisilno dokapitalizacijo, pri kateri so morale sodelovati državna podjetja pri NKBM. Se ne strinjate s tem? Tudi nas je začudilo. Jaz res moram povedati, da seznama vabljenih gostov ne poznam. Lahko pa rečem, naprimer, mi kot gospodarska zbornica smo spremljali, koliko pomoči se je zbiralo na različne račune karitativnih dejavnosti. In naprimer, mi smo v prvih 14 dneh zabeležili preko 14 milijonov evrov. In prepričana sem, da če bi na ta dogodek ob tem Blejskem forumu
povabili širšo paleto, da bi tega denarja gotovo kar precej nabrali. Ker vidimo in pokazali smo na različne načine, kako smo Slovenci darežljivi, da radi pomagamo in stopimo skupaj. To me čudi, dobesedno način je, bom rekla, malo smešen, ampak nenavaden, ja. In zdaj zelo fajn je, naprimer ministrica za digitalizacijo je na enem od zadnjih okroglih miz, ki je bila gostja na Koroškem forumu, ker sem bila sama tudi prisotna, povedala, da bodo vse to transparentno, digitalizacijsko podprli in da vse, kar se bo steklo, bodo sproti objavljali. Jaz že zdaj, ko spremljam, koliko raznih aktivnosti in dogodkov se odvija, ki imajo to dobrodelno noto, že sedaj bi nekako potrebovali, da bi videli, kaj vse se je zbralo, od televizije, radija, ali pa ne vem, petkovega spektakla v Stožicah, da bi se na nekem mestu vse videlo, kaj se je do sedaj zbralo in kako se bo ta zadeva porabljala. To mi potrebujemo. In sigurno na taka večerja v zaprtem krogu super, če so darovali, ampak dejansko so državna podjetja in je prav, da se ve, koliko so darovala in kakšen je bil dogovor. Greva se naprej. Vsak dobro sem vprašala še enkrat, razen medijskih objav in napovedi, da se boste dobili 9. oktobra, ničesar ne veste o morebitni dodatni obremenitvi gospodarstva. Mislim, niste niti probali vprašati. Ne, smo velikokrat pač poskušamo tukaj izvedeti, ne, razen tega ne. Lejte, se vam moram kar iskreno povedati, zdaj, če smo gledali, odziv je bil res hiter. Resoren minister naš za gospodarstvo nas je takoj sklical, in določeni ministri so tudi se odzvali in bili veliko na terenu. Predsednika vlade v podjetjih ni bilo. Saj, da bi jaz vedela, bil je v BSH, ampak to tudi zaradi drugega sestanka, kako se bodo te lokalne pisarne oblikovale, ki so zelo nujne in upam, da se jih bojo čim prej, ker na samih lokacijah je veliko vprašanj, od naših podjetij, pa tudi lokalnega prebivalstva, kjer so ti ljudje zaposleni. Koga ste vprašali za morebitno dodatno obremenitev? Gospoda Hana ali tudi na finančno ministrstvo? Ja, tudi ministra Hana in ministra za finance, tudi jutri ga gostimo na našem upravnem odboru in ga bomo tudi to vprašali. Ja, in trenutno, da bi nekega jasnega odgovora nismo prišli. Za banke je bilo povedano, kar se tiče zavarovalnic, tudi za kaj več pa ne. Tako da tukaj pričakujemo, smo pa mi tudi v našem pismu zelo jasno napisali, da bi želeli, da najprej zberemo vso škodo in se potem obdavčujemo. To se govori tako kot Janez Janša, veste to? Nisem vedela. Tudi SDS na to opozarja. Ne, mislim, da je to tudi prav, ker mi imamo tudi iz zgodovine, vemo, da potem določeni davki kar obstanejo. Mislim pa, da zdaj je čas, ko vidimo, in tukaj je bila spet gospodarska zbornica, ki je že vsaj od marca ves čas opozarjala, kako tonemo, in kako se nam z dneva v dan slabšajo naročila, kako nam se zmanjšujejo, bom rekla, naročila. Da bi bilo prav, da smo zelo previdni pri nadaljnjih obdavčitvah, da ne naredimo še večje škode tistim podjetjem, ki so v redu. Mi moramo paziti, kaj delamo z našim gospodarstvom. In mislim, da je tukaj prav, da se najprej vidi celotna škoda, potem pa se dogovori za način, koliko bo še kdo moral prispevati. Da pa bomo prispevati morali, nam je pa vsem jasno. Ni samo ta škoda poplave. Tukaj naj omenim tudi to, da je prav, da tudi na primeren način se odzovemo kot država tudi na vse ostale škode, ki so bile prej narejene z raznimi v juniju, bom rekla, točo na Primorskem, pa tornadom, pa ne vem, če so vse smo bili že letos deležni. Ker ste rekli, da že od pomladi opozarjate na zadeve, tudi številke kažejo, da se zadeve slabšajo. Statistični urad je objavil podatke, da se je julija nadaljevalo realno upadanje izvoza in uvoza. Tako je. V prvih 7 mesecih je bila blagovna menjava opazno manjša kot pred letom, izvoz za 4,9%, uvoz pa za 7,5%. Nadaljuje se tudi upadanje porabe elektrike. Tako je. To bi res lahko bil, ne bom rekla, znak za alarm, ampak zagotovo razlog za previdno
načrtovanje davčne politike. Absolutno. Zato je res pomembno, da preden se kar počez nekoga obdavči dodatno, da se res pogleda realno stanje. In jaz mislim, da neodzivnost bom rekla, kot sem prej povedala, od marca pa do julija smo mi vsaj 5-krat objavili podatke. Torej, ta rezultat, da se je za 2 milijarde zdaj zmanjšal BDP, Gospodarska zbornica opozarja ves čas, da je situacija drugačna, kot jo očitno vidimo. In ker je ta odzivnost ali pa neodzivnost, bom rekla, tistih, ki odločajo, absolutno prepočasna, da smo se šele zdaj mečkam nekako streznili, je zaskrbljujoča. In te številke, ki jih vi navajate, pri tem, da prihaja jesen, da vidimo, kakšne težave ima naša največja, kamor največ izvozimo v Nemčijo, da bi morali res biti previdni pri tem, kako bomo dodatno obremenjevali in koga bomo obremenjevali. Pa še enkrat poudarjam, ne pomeni, da mi ne bomo participativni, da bomo zraven pri potrebnem prenovi sodelovali. Samo moramo vedeti, da nam ne bo to zadušilo. Zdaj vas vprašala nekaj osebnega. Verjetno ste ena od tistih, ki smo darovali tudi humanitarne namene sami. Kam ste nakazali denar? Jaz lahko povem, da sem na Caritas. Jaz pa Zveza prijateljev mladine. Je zanimivo, meni se je zelo zanimivo ta podatek, kako malo se je nakazalo denarja v proračun. Tako. To tudi kaže v bistvu zaupanje, nezaupanje ljudi. Tako. Mislim, glejte, en dober predlog je Gospodarska zbornica tudi dala in smo mislili, da ga bojo vključili v zakon, drugi zakon, in sicer, da za tistega, ki donira in tistega, ki prevzema, je davčno nevtralna. Ampak pogledajte, niti toliko ni bilo, da bi nam ministrstvo odgovorilo. To smo seveda poslali na Ministrstvo za finance. Pa se nam zdi, da bi bila to win-win situacija. Tukaj se mi zdi, da zgubljamo, čisto iskreno. In jaz bom tako rekla, veliko ljudi, ki jih jaz poznam, so vsi darovali ali Caritasu, ali Zvezi prijateljev mladine, ali Rdečemu križu, mislim pa, da nobenega ne poznam, ki bi dal na državni proračun. To je razlog za skrb ministra Klemna Boštjančiča. Tako je. Lani, mislim, kar naprej gremo skozi krize. Ja. Za covidno krizo smo imeli lani energetsko krizo, zaradi ukrajinske vojne. Kaj nas čaka, kakšno leto nas čaka zdaj? Mene zelo skrbi. Ali začnemo zbirati zaloge zdaj? Mene zelo skrbi ravno prej omenjena neodzivnost. Mi bi lahko določene stvari, če bi se bolj poslušali, če bi gospodarstvo bilo bolj slišano, morda tudi drugače lahko odzivali na te stvari, kar nas jeseni čaka. Zdaj energetska kriza. Letošnje leto... Čemu vi pripisujete, čemu vi pripisujete to neodzivnost? Pomanjkanju časa ali nerazumevanju težav? Jaz mislim, da je gospodarstvo tako zahtevna dejavnost, da se je to treba posvetiti srcem in z dušo. In jaz mislim, da je sigurno predsednik vlade zelo obremenjen, zato ministra za gospodarstvo. Ampak še zmeraj pogrešam, da nimamo državnega sekretarja pri ministru, kjer bi nas, na primer, ob takih stvarih hitro lahko poservisiral in bi bil hitro odziven. Se mi zdi, da je gospodarstvo kar ne bodi ga treba, ampak mislim, da smo mi tisti, ki ustvarjamo in doprinašamo za to blaginjo države, bolj ko je močno gospodarstvo, boljše gre tej državi. In tukaj zdaj, če ste me vprašali v energetski... Kaj nas čaka? Malo je boljše, ker pač vemo, da imamo zaloge plinohrame polne, da imamo tudi, hvala Bogu, vode dovolj, da hidrocentrale bodo delale, ampak mene skrbi tudi to, da je kar veliko število podjetij na spotu, kar je bolj ugodno kot pa neki dolgoročni najemi. Malo me skrbi, da se bo zima pač ponovno cena dvignila. Zdaj seveda podjetja ne upajo naprej, ne vem koliko zakupovati električne energije, ker vemo, da če jo ne porabiš, plačaš potem penale za neprevzeto energijo. In smo v nekem nepredvidljivem okolju. In to ni enostavno. Ti ne moreš načrtovati, ker res ne veš, kaj te še čaka. Posluha za gospodarstvo je pa premalo v tej državi.
opozarjate, da premier nima državnega sekretarja za gospodarstvo. Vas moram vprašati to. Ali se vam zdi, da ima ta vlada pač neko posluh za gospodarstvo, neko gospodarsko politiko, ali kar begamo sem in tja? Bolj to drugo, ne. Mi sicer imamo zelo odzivnega ministra za gospodarstvo, moram ga pohvaliti, ne. Se zelo ukvarja veliko z nami, ne. Sem nekako pa imam občutek, da potem v kabinetu, ne, pri predsedniku vlade, nekako ni slišano to, kar vem, da minister Han predstavlja. Zdaj, če čist ponazorim, kaj me skrbi. Mi imamo strategijo v industrijski politiki. Vemo, da smo zdaj po novem, ker smo malo padli, ne, na 4. mestu po industrializaciji in da ta industrija seveda potrebuje določene pogoje. Zdaj, Še povejte, koliko industrija daje delovnih mest, ja, da smo konkretni. mi v industriji je preko 220 tisoč delovnih mest, če pa se zdaj še mogoče na tisto industrijo materialov fokusiram, je pa preko 22 tisoč delovnih mest. In če zdaj gledamo, da zeleni dogovor govori o tem, da vsaka država, ki ima proizvodno materialov, ne, ima konkurenčno prednost. In vidimo, kaj se dogaja za tistim državam, ki tega nimajo, ne, potem res ne razumem te trenutne vlade, kaj počne. Če gledamo strateški dokument NEPN-a, tam me zelo skrbi, in to smo bili tudi zelo glasni in zato tudi zelo moteči, me skrbi, da v nekako NEPN-ovih projekcijah z nižjim odstotkom rasti in pa porabljeno energijo, mi ne vidimo, da tam noter je še vključena ta energetsko intenzivna industrija. Ta industrija je po moje izredno pomembna, ker so to ključni izvozniki. In če ne bomo odvisni od Azije, Amerike, seveda ne more biti pri teh cenah energentov, ki jih imamo mi, konkurenčna, ker imajo azijski trgi, Amerika 3 do 5 nižje cene energentov. In zato se mi zdi, da bi tukaj morali doreči, kakšna je naša strategija? Ali mi to industrijo, ki nam ustvarja preko 220 tisoč delovnih mest in ki je visoko energetsko učinkovita, ki je naredila do danes velik preskok že, a ne, in bo ga še, ko bo imela tudi dobro podporo, primerljivo konkurenčno poslovno okolje v Sloveniji, ali imamo še ta interes? Tega, nažalost, od vlade ne zaznamo. Mi se tako zanimivo hvalite gospodarskega ministra Matjaža Hana. Zdaj, jaz ne vem, on ne posreduje naprej vse to, kar se vi pogovarjate na vladi, ali ni slišan? Ali je SD premalo vplivna v koaliciji? To zdaj težko ocenim, ker ne sedim na vladi. Sem pa prepričana, da naše argumente in stališča zagovarja, ampak najverjetneje pa vladajoča koalicija pač nima teh istih prioritet. Vladajoča stranka, stranka. To pa vidim tudi, kot sem že omenila, na tem energetskem konceptu. Za nas je še enkrat ključno predvidljivo konkurenčno poslovno okolje. Je pomembno danes in zdaj, ampak gospodarstvo se ne more transformirati v 2 letih. Take preobrazbe trajajo nekaj let, nekaj 10 let lahko tudi, ne. Če gledamo, da je šla energetsko intenzivna industrija 20 let nazaj na plin, mi nimamo več, da rečem, fosilnih goriv v naši industriji, ne. Potem je zdaj, ker nimamo novih tehnologij, to spet neko daljše obdobje potrebno, da bomo razvili nove tehnologije, da bomo še bolj energetsko učinkoviti ali pa pač še bolj manj ogljično nevtralni, ne. Čeprav naša industrija, vsaj ta, ki je najbolj na udaru, je po vseh svetovnih benchmarkih v sami svetovni špici, na 2., 3. mestu. To pomeni, da imajo vključene vse do danes znane tehnologije. Zato mislim, da je ta premislek, zdaj ravno je bil na MOS-u, strateškemu svetu za konkurenčnost, ki ga ima minister Han, predstavljen nek koncept, ne, kjer pač daje težo vsej dosedanji industriji, ki jo imamo, pa seveda tudi novim tehnologijam, kot so vesoljske tehnologije, kar tudi mi podpiramo, ampak ne uničevati eno na račun druge. Mi moramo biti sposobni peljati vse hkrati. Dobro, bova na tem mestu z željo, da ostanemo solidarni in z željo, da bi vlada imela posluh za gospodarstvo in da bi delovali kot partnerji
in ne na nasprotnih straneh. Končali ta najin pogovor. Gospa Vesna Nahtedal, jaz se vam zahvaljujem za obisk v studiu, vam pa hvala za pozornost. Hvala.